Danes greste z nama v laboratorij. Pokazala vam bova nekaj, kar ne morete videti nikjer drugje, sam pri nas. Zakaj? Ker smo mi edini laboratorij v Sloveniji, ki izvaja to, kar boste videli v nadaljevanju. Zato ostanite z nama. Živijo, spet na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo zanimive vsebine s področja osebne diagnostike. Danes vas pa končno peljemo tudi v laboratorij, zato da te videli, kako iz vašega vzorca nastane izvid. No, o hormonih sva že večkrat govorila, najbrž tudi že veste, da je to področje, ki ga res dobro poznamo. No, ker pa nas pacienti večkrat sprašujete, kako izgleda testiranje hormonov, sva se odločila, da vam danes to v laboratoriju tudi pokaževa. Najprej pa malo teorije. A ste vedeli, da nivo hormonov v telesu obstaja v prosti obliki, kot nekakšna zaloga lahko rečemo, in pa v vezani obliki, se pravi celoten nivo hormonov v telesu? In običajno smo merili te vezane vrednosti. Pri nas pa lahko merimo tudi proste vrednosti, se pravi zalogo. Kako? Iz sline. In zakaj bi nekdo meril hormone iz sline, se mogoče vprašate? Zato, kot rečeno, lahko hormone pomerimo iz krvi ali pa iz sline. In ti dve različni metodi nam podata tudi dve različni informaciji o hormonskem stanju v telesu. Hormoni, ki jih določamo v krvi, so večinoma vezani že na te vezavne beljakovine in so kot taki neaktivni, torej se ne morejo vezati na celice, ki jih potrebujejo. Aktivna pa je torej le tista nevezana, prosta oblika hormona. No, nihče pa točno ne ve, koliko v bistvu teh hormonov je v krvi vezanih, ocene se gibljajo kar nekje med 90 in 98%. Zdaj, to pa pomeni, da imate lahko vrednosti prostih, se pravi aktivnih hormonov, naprimer 1, lahko je pa ta vrednost tudi 8-krat višja, se pravi figurativno 8. In zato je slina uporabna, saj v njej lahko najdemo le proste hormone, torej tiste, ki so aktivni in se še lahko vežejo na vezavna mesta in pa se pravi na celice, ki jih pač takrat potrebujejo. In zato z določitvijo tega nivoja, se pravi nivoja hormonov v slini, lahko ugotovimo dejansko količino razpoložljivih hormonov. In to je v bistvu nekakšna zaloga vseh hormonov v telesu. Iz sline zaenkrat rutinsko določamo hormone progesteron, estradiol, testosteron, kortizol in DHEA in pa melatonin. No, poleg tega, da iz sline dobimo proste vrednosti, ki jih iz krvi sploh ne moremo, pa obstaja še kar nekaj prednosti vzorčenja sline pred krvjo. In največja prednost je zagotovo v tem, da tako vzorčenje ni invazivno in ne boli. Za odvzem vzorca ne potrebujemo nobenih iger in vas tudi ne bomo privezali na stol. Vzorčenje sline lahko v bistvu opravite kar doma. Naslednja prednost je čas vzorčenja. Nekateri hormoni so odvisni recimo od menstruacijskega ciklusa, to sta recimo progesteron in estradiol, in jih je zato dobro vzorčiti v točno določenem trenutku ciklusa, kar pa je včasih težko napovedati vnaprej. Ampule za vzorčenje sline pa imate lahko vedno s seboj. Prednost je tudi pri merjenju in vzorčenju hormona kortizola, tako imenovanega stresnega hormona. Če vas je strah odvzema krvi, pa oziroma je bil ta zelo boleč in neprijeten, lahko to dvigne nivo kortizola v krvi. Ker pa nas običajno zanima gibanje hormona kortizola skozi dan, bi v bistvu za merjenje iz krvi moral dati kri večkrat v dnevu, tudi celo zvečer, ko pa laboratoriji običajno niso več odprti. In enako velja tudi za merjenje hormona melatonina, kjer mora biti vzorčenje opravljanje po noči. Torej imate takoj problem. Na eni strani nimate nobenega, ki bi vam vzel kri, vi pa pač morate dati vzorc sred noči. In zato je v bistvu vzorčenje sline lahko enostavno opraviti kjerkoli in pa tudi večkrat v dnevu, tudi zvečer. Slina je zelo stabilen medij, hormoni se ohranijo tudi na sobni temperaturi, zato je vzorce možno pošiljati tudi po pošti. Kar je v bistvu pa še ena prednost v tem, da sploh ni treba obiskati laboratorija, se vse lahko uredite od doma. Kot rečeno, vam bova danes pokazala nekaj, česar ne morete videti nikjer drugje, razen pri nas. Saj smo edini laboratorij v Sloveniji, ki izvajamo meritve hormonov iz sline. Kot vidite, imamo teh analiz res veliko. Ja, in danes upravljava analiza dveh hormonov in to sta hormona kortizol in pa hormon DHEA. O kortizolu sva že govorila, zato predlagam, da si pogledate tale video. Tukaj imamo recimo vzorčke sline. Kortizol običajno merimo večkrat v dnevu, zato tukaj vsaka ampula z vzorčkom predstavlja svoj trenutek v dnevu za posameznega pacienta.
In kot smo povedala, je slina super analiz za merjenje hormonov, jo je pa potrebno pred analizo pripraviti. No, najprej se vzorčke pošlje v Luna Park, zato grejo zdaj v centrifugo na vrtenje. Analiza sline je precej specifična metoda, ki zahteva veliko znanja, natančnosti in tudi potrpljenja. Sploh v primerjavi z analizami iz krvi, kjer laboratorijski delavci samo taknejo kri v aparat in ven relativno hitro dobijo izvide. Ja, če bi bilo tako enostavno, ampak ni. Dajmo se vrnemo k slini. V laboratoriju danes večinoma uporabljamo avtomatizirane metode. Kaj to pomeni? Da imamo aparat ali pa robot, če temu hočete drugače reči, ki opravi delo namesto nas. In avtomatizirane metode temeljijo na podobnem principu, kot recimo ročne tehnike, ki jih uporabljamo za merjenje hormonov v slini. Razlika je v tem, da je slina malenkost drugačen medij, ki potrebuje posebno rokovanje, na drugi strani pa so koncentracije hormonov v tej slini zelo nizke, celo tako nizke, da jih aparat ne zazna. In ročne tehnike zato terjajo precej časa, znanja in pa izkušenj. In referenčna metoda za določenje hormonov, proteinov, praktično vsega, kar želite določiti v enem vzorcu, pa je še vedno ELISA. In pri tej metodi iščemo vzorce neko snov, se pravi konkretno tukaj iščemo kortizol ali pa DHEA. In ko jaz nanesem vzorec v tesno polje, potem z vrsto reagentov povzročim kemijsko reakcijo, ki povzroči, da se vzorec obarva. In temu strokovno rečemo tudi absorbanca. In stopnja obarvanosti je na to premo sorazmerna koncentraciji kortizola ali pa DHEA, ki ga potem iščemo v vzorcu. In na zelo podoben način delujejo tudi avtomatizirani analizatorji, s tem, da pač nekje damo v analizator vzorec v aparat, nekje potem poteče reakcija, ki se pač obarva in kar na to aparat preračuna v številko na izvidu. Se pravi, povedano enostavno, vi tukaj noter plunete, mi pa potem naredimo svoj laboratorijski del in povemo, koliko je v tem vzorcu sline posameznih hormonov. Tako, pokazala sem vam, zakaj so vrednosti hormonov iz sline uporabne in pa kako se opravi analiza hormonov iz sline. Če bi torej radi preverjali, so vaši hormoni v ravnovesju, pa ne veste, katero analizo izbrati, potem predlagava, da se posvetujete z osebnim zdravnikom ali pa vprašate vašega ginekologa. Na voljo imate merjenje vezanih vrednosti hormonov, kar se opravi iz krvi, ali pa merjenje prostih vrednosti, ki jih bomo za vas izmerali iz sline. No, v tem primeru se pa tako vidimo. Če mi je video všeč, nam stisnite like, ne se pozabite naročiti na najin kanal. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau.